Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Pogovor in pika. Naš nocojšnji gost je minister za notranje zadeve Vinko Gorenak. Pozdravljen, gospod minister. Večer. V zadnjem času je veliko odmevnih policijskih preiskav gospodarskega kriminala. Ali je policija bolj učinkovita? Če bi hotel biti všečen, bi si rekel, da je to sigurno rezultat mojega dela. Vendar treba je povedati, da tovrstne preiskave, tiste zelo dolge preiskave, so vezane na daljši rok, so vezane na več ljudi in so vezane na zahtevno delo. Zato jaz mislim, da v 2 mesecih ali pa v 3 mesecih si ne morem lastiti seveda zaslug za vse te preiskave, ki so se dogajale. Verjamem pa, da se bojo še in da bom imel tudi na to z vidika organizacije in delovanja policije, da bo viden tudi moj prispevek. Kaj pa glede odgovornosti? Namreč kar 64% v javnomnenjski raziskavi pravi, da ste kot notranji minister odgovoren za nezadovoljstvo policistov. To nezadovoljstvo je vodilo v stavko. Ali se počutite odgovorni za stavko? Nikakor ne. Poglejte, vlada je imenovala posebno skupino, ki se je pogajala z vsemi sindikati. Naša 2 sindikata sta nekaj časa sodelovala, nekaj časa nista sodelovala. Jaz nisem imel nikoli mandata, da se pogovarjam z sindikatoma na temo tistih zahtev, ki se tičejo finančnih obveznosti države. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta, da moram reči, da sem kar malo razočaran, iz temeljnega razloga, ker sem v samem štartu pokazal izjemen posluh za oba sindikata. V moji pisarni, to so mi sami povedali, so bili redko kdaj. V času mojega mandata pa skoraj vsak teden do začetka stavke. Namreč želel sem kaj doseči, da skupaj z njimi premikam stvari naprej. Potem se bi pa zgodilo nekaj, da sta, vsaj en od sindikatov, je nekatere moje poteze razglasil za žalitev, kar me je izjemno presenetilo. Obisk kriminalistov, ki so v Ljubljani preiskovali ta huda kazniva dejanja in v Kranju, in to, da sem jih častil s picami in nekaterimi drugimi zadevami, seveda iz svojega žepa, so rekli, da je to žalitev policistov. Tako da bom rekel, kar se tiče sindikatov, bom vendarle naredil en korak nazaj, zaradi tega, ker so nekoliko kar izkoristili moje dobre namene. Policija je kadrovsko in finančno podhranjena. Kaj boste storili v tem primeru? Če bi bilo to odvisno od mene, bi seveda rešitve tudi vam lahko povedal. Ampak situacija je preprosto taka, da dokler gospodarstvo te države ne bo šlo navzgor, to pa je tamle v letu 13, 14, 15, tudi v policiji ne moremo pričakovati, da bo stanje boljše. Gledajte, mi se danes vozimo z vozili, ki imajo v povprečju 150 000 kilometrov, z vozili, ki so stari v povprečju 7 let. Enostavno, in seveda vsa druga oprema in vse ostalo, enostavno policija bo morala pač deliti usodo tega proračuna in te države. Tukaj ni pričakovati kakih velikih izboljšav ali pa, da bom jaz rekel, kupili bomo 2000 vozil, kako pa, imamo pa 2000 in nekaj vozil. Kar se tiče plač in dodatkov in vsega ostalega, tu pa so sindikalisti, mislim, da zadovoljni zdaj, ko so dosegli s sporazumom, kar je dogovorjeno. Pravijo, da se državi, ki slabo plačuje policiste, slabo piše. Ali obstaja zaradi nizkih plač verjetnost korupcije? Zagotovo je večja možnost korupcije, to morava vedeti. Hkrati pa je treba reči nekaj, da z dobrimi plačami pa korupcije tudi ne bomo preprečevali, zagotovo. Mi lahko danes plače policistov dvignemo ne vem kam, kar se niti teoretično ni mogoče, pa zaradi tega korupcije ne bomo preprečili. Preprečevanje korupcije je lahko samo stvar notranjega ustroja policije in graditve močnih osebnosti kot policistov in je stvar manj odvisna od plač, zagotovo. Kaj pa glede iztekanja informacij znotraj policiste? Tu se mi zdi, da je cela državna uprava, pa ne samo državna uprava, da je ta informatizacija nasplošno gledano prinesla preprosto to, da informacije odtekajo, tudi v policiji. Sem pa zadovoljen, da tiste informacije, ki ne smejo odtekati, ki so najpomembnejše, pa ne odtekajo. Primer, če želite. Gledajte, slovenska javnost je 6 let mislila, govorila, poslušala medije,
rop SKB banke, policija tava v temi. Policija nič ne ve, nič se ne bo zgodilo, nikoli jih ne bojo našli. Ko se bo pogovarjam s kriminalisti, od prvega dne so imeli sledi, pa nihče ni o tem poročal. To je pa najpomembnejše in najvažnejše. Kakšne so posledice stavke policistov? Ali so kakšne? V proračunu je zagotovo nekaj manj. Policisti dajo na letni ravni 35–38 milijonov evrov glob, plačanih je okoli 25 milijonov. Jaz nimam podatkov natančno, koliko je bilo v tem času manj izrečenih glob, ampak tukaj je nekaj milijonov zagotovo. Kar se tiče na drugi strani, proračun bo letos dal okoli 2,5 milijona evrov več, naslednje leto 4 in nekaj čez, skoraj 5. Policisti pa so seveda dogovorili določene stvari, ki bodo pomenili materialno boljše stanje za določene kategorije operativnih policistov. Kako pa ste zadovoljni z delom policije? Glejte, takole vam bom rekel, če vzamemo vse odmevne kriminalistične akcije, jaz sem dnevno obveščen, ker me direktor obvešča, tukaj izvajamo hišne preiskave, tam jih izvajamo in tako dalje, pa mediji včasih tudi ne poročajo o tem. Na kriminalističnem področju se dogaja veliko stvari. In tukaj je treba reči, da sem kar zadovoljen. Čeprav ljudje bodo zadovoljni, a veste, takrat, ko bo na sodišču izrečena kazen, do tja pa nisem jaz pristojen. So pa posamezni primeri, veste, ki delo policije, ki policijo ne kažejo najlepši luči. Jaz sem zelo zadovoljen in srečen, veste, ko lahko policistom podeliš neka priznanja in ko veš, veste, da pred teboj stoji človek, ki je rešil življenje. Človek, ki je riskiral lastno življenje, da je rešil drugo življenje. In tega je zelo veliko. Jaz sem podelil, mislim, da prav pred dnevi, mislim, da okoli 20 tovrstnih priznanj policistom. Imamo pa na drugi strani situacije, ki me pa zelo žalostijo. Primer Ptuj. Veste, tam pa vendarle gre za to, da so policisti lovili 20-letnika, 21-letnika, ki je storil nek prekršek vreden nekaj 100 evrov, in imamo tukaj nekaj 100 evrov, ki jih je ta zagrešil in je definitivno kriv za to, ker je ušel policistom. Na drugi strani imamo pa državo, ki pa njemu skoraj življenje vzela. Tako policist ga je povozil, ki ga je policist povozil. Ampak on je bil na begu, morava tudi to. On je bil na begu, on je kriv za to zadevo, ampak meni se še vedno postavlja vprašanje, ali je nekaj 100 evrov vredno tega, da država postavi pod vprašaj življenje 21-letnika, ki ga bo lahko imela naslednjih 60–70 let na svojem proračunu, če bo ostal invalid. Tako da tu je treba tehtati te zadeve. Tovrstni dogodki me pa seveda žalostijo. Ampak na kakšen način povrniti ugled in zaupanje v policijo? Takega ugleda, kot ga je policija imela leta 89, 90, 91, ne bomo nikoli več dosegli. Vsaj jaz mislim, da ga ni možno doseči. To so bili časi, veste, zlasti med vojno, ker sem tudi sam sodeloval, ko so ljudje masovno hodili na barikade, ko so hodili nam nosili hrano in ne vem kaj vse. Tega verjetno ne bomo več doživeli, ali pa vsaj naša generacija ne. Čeprav je vaše vprašanje izvenelo, kot da policija nima ugleda, ampak težko se strinjava. Če pogledava javnomnenjske raziskave, sodstvo, policija, vojska, politika, politične stranke in tako naprej, je policija vedno tam 3+, med 3–3,5, to traja že desetletje in več, 20 let lahko rečemo, ker sploh ni tako nizko. Poglejte, kje so politične stranke, poglejte, kje je parlament, kje so poslanci, hudo pod policijo. Tako da ne smemo reči, da je ugled policije slab. Ali zagovarjate, da bi se za manjša kazniva dejanja lahko odkupil z družbeno koristnim delom? To je tistih par 100 evrov. Ja, lejte, če bi bil to sistem dorečen, ki bi bil sistem, ki bi ga izreklo sodišče po nekem zelo skrajšanem postopku, bi temu pritrdil, absolutno. Ne moramo pa iti v dekriminalizacijo. Nekateri so tisto mojo znamenito pašteto, ki sem jo pokazal pred meseci, razumeli, kot pa, da bo zdaj dovoljeno vse, kar je do 100 evrov krasti. To pa seveda spet ne. Je pa res, da to družbeno koristno
koristno delo ni nič slabega. Jaz bi bil za. Kako do debirokratizacije teh policijskih postopkov? To je pa veliko trši oreh, kot sem si jaz predstavljal. Pred 23 leti sem bil komandir in vem, da sem se zelo hudoval nad tem, kako moramo policisti hoditi na kraje prometnih nezgod, tistih malih, veste, tisti trki, ki ne pomenijo nič, razen nekaj malega zvite pločevine, zato da zavarovalnica izplača odškodnino. Prijem to hišo po 23 letih, je problem popolnoma isti. Tudi danes hodimo na kraje prometnih nezgod zaradi zavarovalnic. In seveda zdaj tu nastane vprašanje, kako to urediti. To smo zdaj uredili, imamo zakon, izdal bom pravilnik in to se bo plačevalo. Hočem reči to, da je težja naloga to, kot sem jaz pričakoval. Ampak veste, kje je najprej težja naloga? Tukaj v sami hiši, torej samem ministrstvu za notranje zadeve, v sami policiji, ker so najprej ljudje, ki jih moram jaz prepričati, da nekih obrazcev ni treba izpolnjevati. Pa mi pa vsi po vrsti govorijo, ja pa to mora biti, pa tis mora biti, pa on mora biti. Ma ni res. Torej v tej hierarhiji začeti od spodaj, ne? V tej policijski hierarhiji je najprej treba zelo jasno povedati, da določene rubrike, določene obrazce, določene formularje ne potrebujemo. Zmislili so si jih pa ljudje v policiji, zakaj, da svoje delo opravičujejo, policist na terenu pa za njih dela. In zato je nekoliko težji proces, če dovolite, peljemo ga pa v dveh fazah. Prvič, tisto, kar lahko naredimo sami v svoji lastni pristojnosti. In tukaj smo že veliko teh postopkov skrajšali, policisti že delajo po skrajšanih postopkih, določene stvari, recimo prometne prekrške, te položnice. Nekatere stvari so vezane na spremembo kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, ki pa so v postopku, odnosno bo to steklo tamle do pozne jeseni. Ali ima politika vpliv na policijo in seveda tožilstvo? Kako ločiti to politično pluralno miselnost od policijskega dela? Glejte, vsaka politika ima vpliv na policijo, sodstvo, krčete, tožilstvo in tako naprej. In je to tudi prav. Ampak moramo pa to seveda takoj dopolniti, kaj to je. Politika je tista, ki določa prioritete. Politika je tista, ki deli denar. Pripreš pipo, pa inštitucija slabš deluje in tako naprej. In to vrstni, ali pa boljše, ali pa bolje, to vrstni vplivi so bili, so in bodo. In so tudi na zahodu, tu si ne treba delati nobenih iluzij. Medtem ko tisto, ta drugo, veste, ko si pa ljudje včasih predstavljajo, da minister lahko naredi, to pa tudi sam zagovarjam, da ne sme narediti. Primer, jaz ne morem, ne smem in ne bom nikoli naročil generalnemu direktorju policije, pojdi tam in tam, izpeljte hišne preiskave, poišče par političnih nasprotnikov in jih peljte v zapor. Ne gre. Ne gre. Pa tudi, če so to najbolj razvpiti primeri. Tega pa ne smemo. Tega pa ne smemo. In to je tista ločitev, ki jo mora vsak politik to mejo spoštovati. A imate mogoče vi vpogled v konkretne primere? Ne. Niti, ki jih vodi policija, niti tožilstva? Ne. Pri tožilstvu še toliko manj. Kar se tiče pa policije, je situacija taka. Po ustavni odločbi, mislim, da je iz leta 2003 in izpeljanem zakonu o policiji, 2. člen, minister za notranje zadeve lahko usmerja policijo, ampak globalno. Jaz ne morem reči ta pa ta primer. Jaz lahko rečem, tukaj dajte več poudarka, tam dajte več poudarka, tukaj zagotovimo več finančnih sredstev, kadrov in tako naprej, to lahko. Jaz lahko tudi dobim vsak podatek od policije. Izjema je samo ena. Ne morem usmerjati delovanje policije tam, kjer je zadeve prevzel državni tožilec. Torej, če me zdaj ste hotela verjetno vprašati malo bolj podrobno, ali sem jaz vedel 14 dni, 3 tedne, mesec dni naprej, ali bodo te znamenite preiskave v Sloveniji ta največja ali pa ena največjih kriminalističnih akcij, moj odgovor ne. Ta z Američani, ki je bila povezana. Ta moj odgovor ne, absolutno ne. Je pa res, da me je direktor policije zjutraj, prej malo zgodaj zjutraj bom rekel, obvestil, da štarta ena največjih akcij, da pričakuje približno toliko in toliko hišnih preiskav in posledično toliko in toliko priprtih. To pa me je seveda obvestil.
Pod vaš resor spada po novem tudi tožilstvo. Kako boste zagotovili bolj učinkovito delo, predvsem zaključevanje postopkov v normalnih rokih? Pa smo spet pri debirokratizaciji. Ja, to je malo težja naloga kot pri policiji, ne? Iz temeljnega razloga, ker ima minister manj pristojnosti do tožilstva, kot ga ima do policije. Jaz sem do policije več pristojnosti kot do tožilstva. Treba zelo jasno nekako povedati, da je minister, kar se tiče tožilske organizacije, bolj v vlogi, kako naj rečem, tehničnega upravitelja v smislu zagotavljanja pogojev, razpisov, tega tistega onega, vodenja nekih administrativnih postopkov, kot pa v vlogi tistega, ki bo rekel, na tem in tem področju je treba stopiti na plin, kot se temu reče, na tem in tem področju je treba postopke pospešiti. To je pa naloga tožilca. In zato ga jaz sprašujem že nekaj mesecev, tisto, kar ponavljam, povejte mi, kaj še potrebujete, da boste vi učinkovitejši. Namreč on mora v svoji hiši prvič delati red, ker je po zakonu tako, in on mora svojo hišo delati učinkovito. On jo mora delati, generalni državni tožilec. Moja naloga pa je, da mu seveda pomagam pri tem. Prvič z zakoni, hitrejšimi postopki kadrovskimi, z denarjem, če želite, in tako naprej. Ne morem pa jaz biti tisti, ki bom rekel, primer, ne vem, čista lopata, na pamet, je pa treba zdaj zamenjati tožilca ali pa kaj takega. Tega pa ne smem. To mora pa on delati. Ampak pozvali ste ga za vprašanje. Seveda, zato ga ali je že odgovoril? Ja, nekaj malega je odgovoril, da bi bilo treba delati analize in ne vem kaj vse, ampak to pol pomeni, da mi je prej mandat končal, jaz ne mislim čakati na analize pa te zgodbe. Mi bomo skušali ga še pritegniti k sodelovanju, skušali ga bomo še upreči v te spremembe zakonov, ker gledajte, treba nekaj javnosti tudi povedati. Star tožilski zakon, tisti izpred Zalarjevega, če ga lahko tako imenujem, je imel okoli 70 členov. Danes imajo okoli 250 členov, 15 strani pripomb službe vlade za zakonodajo iz časa Pahorjeve vlade, ki je opozarjala ministra Zalarja, da je to sploh nemogoč zakon, ki je neuporaben, ki je slab, ki je neučinkovit in ne vem kaj še vse so napisali. Ne. Prejšnja politika ga je sprejela. Moja naloga je, da naredim ta zakon boljši in to letos jeseni. In ne leta 14. Takrat vprašanje, če sem jaz tu. Ekstremni kriminal v Sloveniji pravijo, da narašča, vsaj kar zadeva oborožene rope in druga kazniva dejanja s strelnim orožjem. Drži? Ja, to je res, si to vidimo, od pošt do vsega ostalega. Ja, narašča, to je dejstvo. Jaz mislim, da policija relativno uspešno parira tem situacijam, ker je tudi zelo veliko preiskanega na tem področju. Veste, je pa zanimivo, vsi ministri, on tisti pred menoj, pa jaz, pa verjetno še kdo za menoj, bo pa vedno trdil, da je situacija mirna, da je dobra, da je varnostno vse v redu, nazadnje zelo nekaj dni nazaj smo videli na lestvice, da smo zelo visoko v svetu po tej kategoriji. Obstajajo sredine, obstajajo države, če boste videli nekje danes v nekih ekstremnih zakotnih mestih, večjih mest po Evropi, naleteli na neka nehuda kazniva dejanja, se bojo ljudje mnogokrat stran obrnili. Pri nas pa še vedno mislim, da ni tak problem, kot je drugod. Kljub temu, da pa seveda narašča. Vaša izjava, da ste izstopili iz partije, je dvignila precej prahu v javnosti. Ste to pričakovali? Ne vem, zakaj bi bilo dvignila. Glejte, ja, s tem nobene težave te zgodbe pojasnjevati. Jaz sem seveda iz partije izstopil. Datuma ne vem. Vem, da se je revija Mladina zelo prizadevala, da bi našla datum, pa ni našla datuma, tudi jaz ga nimam. Ampak bilo je to v tistih predosamosvojitvenih časih, v tistem obdobju. S tem nimam nobene težave, zaradi tega, ker zelo jasno povem, da mnogi so pa sem ime spremenili, mogoče kako drugačne srajce oblekli, da se pa vse po starem mislijo. S tem nobene težave s tem. Koliko visok ste bili na lestvici? Nič. Samo član ste bili? Verjetno sem bil neko obdobje, to je bilo kako leto dni vodja nekega aktiva, ali kako se je takrat reklo, enega od letnikov v srednji policijski šoli. Od prometnika do ministra. Huda pot. Ste vedeli, da boste? Ste si želeli, ste imeli ambicije postati
Ne, moj cilj je bil, če se malo vrnem nazaj, lahko otroštvo, tam v osnovni šoli, jaz vem, da je bil za mene poklic trgovca neka strašna lepa stvar. Jaz sem prav užival, spomnim se ene sošolke, 3-4 leta starejše od mene, pa sem jo tako malo opazoval, pa spremljal to njeno pot, ko je postala vajenka, kasneje trgovka, meni se je to zdelo blazno dobro v življenju. In sem tudi nameraval to zadevo jeti. Potem sem ta kurs nekoliko spremenil, je bila moja želja medicinska fakulteta, tam so bili starši materialno prekratki, ni šlo, zato sem se vpisal na pedagoško akademijo, razredni pouk, edini primerek moškega spola v tistem razredu in postal učitelj razrednega pouka. Kasneje pa še druge zadeve, ampak moram reči, da je bil meni takrat, ko sem hodil na pedagoško akademijo, tudi če nekoliko kasneje, nekako cilj biti učitelj. Ampak, gledajte, kot 20-22-letni človek nemaš neke cilje, pa rečeš, Madonca, in jaz sem to rekel sam sebi, sem tega nisem drugim govoril. Mogoče pa kdaj ravnatelj, hudo, a ne bilo to fajn, take malo že mladostniško otroške, kakor hočeva. V policijo je pot zanesla bolj iz socialnih razlogov. Namreč torej takrat na pedagoški akademiji denarja ni bilo doma niti slučajno, nič, kvečem bi mogel jaz kaj tja dati, ne pa ven dobiti, in sem to počel v obliki štipendije. Zato me je pot zanesla v policijo leta 1974 na največje celjsko križišče, ki je takrat obstajalo, to je na Šlandrovem trgu. Takrat sem prvič oblekel uniformo in prvič skratka začel usmerjati promet. Z belimi rokavicami, če se... Ja, bele rokavice sem dal, ja, pa take bele... Komolčnike. Ja, to so nam dali. Uniforma pa ni bila tista bela, kot je bila včasih. Modra je bila, ne? Klasična, ja. Tako sem potem pač začel v tej policiji, pa sem pa kar tu ostal. Vas je kdo skušal podkupiti, ko ste bili miličnik? Vidite, tu imam pa res kar malo problemov, ko mi včasih rečejo, koliko je korupcije v tej državi. Jaz od leta 1981, ko sem postal pomočnik komandirja, pa do danes, sem bil vedno na nekih izpostavljenih vodstvenih, vodilnih, delovnih mestih in tako dalje. In zato se vedno, kadar slišim, ta je bil tu podkupljen, on je bil tam podkupljen, vedno vprašam, ja pa kaj pa hudiča, kako se pa meni to ni zgodilo nikoli. In sem enkrat z eno kolegico, doktorico sociologije, govoril o tem, pa sem rekel, gled, zakaj se pa meni to ne zgodi? Pa ona rekla, ja, se te pa res ne more kaj tega zgoditi, pa sem zakaj ne. Prav se ti ja na očeh piše, da bi ga parjavil. Kaj hočem reči, ni se mi to zgodilo, da bi mi kdo nekaj ponujal. Ene same situacije, mislim, da je to bilo tam okoli leta 90-91, se ne spomnim, ko smo uspešno pomagali nek primer rešiti. In takrat vem, da je potem oče leto za menoj 100 markami, ki sem je seveda absolutno odklonil in nisem hotel slišati za to. Potem se je pa zvečer doma pojavil z enim viskijem. No, tistega sem pa vzel, veste. Pa si to je zastaralo, ne? Tako je. Povejte mi, kdaj ste nazadnje plačali prekršek za... 10 dni pred imenovanjem za ministra. Celo? Ja, ne, sej nisem v življenju... Seveda sem, kar nekajkrat. Parkiranje ali mobitel? Enkrat je bil mobitel, 3 leta nazaj, 120 evrov, polovička 60. Kaj je še bilo? Enkrat je bila ena hitrost za Bežigradom, to je bilo tam enega leta 2000. Tiste je bilo 3 kazenske pike, pa takrat 70 000 evrov. Ta zadnje je bilo pa 10 dni pred imenovanjem. Takrat, ko sem že vedel, da bom kandidat za notranjega ministra na Gorenjski avtocesti, 63 evrov, polovička 30, ki sem jih plačal naslednji dan. Povejte mi, a veste, da obstaja spletna stran Vinko gleda stvari? Ne. Ne poznate te strani? Ja, ne, se opravičujem. Videl sem to limanko, ki me pač prikazuje v določenih kretnjah, v določenih situacijah in so odspod takih hudomušnih komentarjev, ki so bili všeč. A so vam všeč? Ja, pa ne vem, kdo jih je napisal. Aha. Zelo ste dejaven tudi v elektronskih medijih kot bloger. Ste se kar znašel, se mi zdi, ne? Tu imam pa zdaj jaz neko težavo, veste.
Vam gre to težko ali z lahkoto delate? Jaz sem to zadevo z lahkoto delal od leta 2008 poletja, ko sem šel prvič na volitve, pa sem bil zelo vesel, ko sem pogledal tam števec, 3 so pogledali, si predstavljate, pa sem pa gotovo, da je to sin pa žena pa tašča v redu. Do 40.000 ogledov na mesečni ravni, kar so bile zadnje najvišje številke. Tako da jaz sem in še, bom rekel, uživam s tem blogom. Je pa res, da zdaj v vlogu ministra pa malo omejitev, ker vse, kar napišem kot Vinko Gorenak, je stališče ministra, je stališče vlade. In moram biti tu precej omejen sem, bom rekel, s tem. A poznate kakšen dober vic o policajih? Zelo dober, da. A res? Ne, se je že zelo star, starejši se ga bojo spomnili. Pravi pa takole, če je to ulica, je policist vedno prišel, pa je bila tu njegova hiša, tu je bila pekarna, tu je bila pa policijska postaja, tu pa cesta. In policist pravi, vsako jutro šel tu ven, pa je šel po pločniku gor, v pekarno, kupil žemljico, pa je po poti na policijo pojedel. Pa je pa enkrat spremenil, pa je šel čez cesto, pa gor, pa nazaj do pekarne, kupil žemljico, pa nazaj čez cesto, pa je po tej strani ulice pojedel in šel na policijsko postajo. Vprašanje je, zakaj je to naredil? Zato, ker mu je zdravnik rekel, zobozdravnik, da mora jesti na drugi strani. Eden od predstavnikov je med stavko rekel, da vicov o policistih ni, da je vse res. Ja, to smo eno knjižico izdali leta 1996 pod ministrom Šterom, ima prav tak naslov. Kje pa imate vaš vrtiček? Kje je vaš vrtiček? Ja, kar doma, ne vem koliko, 50 kvadratnih metrov, kar doma in tiste moj užitek, posvečen prostor, ker ima žena pač tak omejen vstop, pomeni, da lahko pobira salato, pobira paradižnike ali kaj takega, ne pa obdeluje, to pa jaz. Plevit pa ne sme? Ne, malo heca, ampak načeloma res tam uživam in to počnem sam. Kaj pa na vašem vrtičku najbolj uspeva? Lansko leto kumar, moram reči, da je bilo tistih kumar tako veliko, da smo jih potem delili s sosedom, pa še jih bo ostalo. Letos pa je zelo lepa solata, zelo lep je tudi krompir, paradižnik je še bolj tako. Baje, da ste navdušen nad avtodomom, torej letovanjem. Ja, to pa ja. Kam greste letos? Takoj, ko končam, grem. Letos je malo spremenjena situacija. Načrt je bil že lansko leto narejen, da bomo šli zadnje dni junija na Nordkap. Zdaj to pač traja v najboljšem primeru mesec dni, kar pa mi sedanja funkcija ne omogoča, zato bo šel sin in žena naprej. Jaz se jim bom pridružil z letalom čisto na najsevernejšem letališču za 10 dni in potem tudi prečasno zapustil. Neposredno vprašanje, kaj počne vaš sin? Na sina bom res ponosen, to pa moram priznati in se pohvaliti. Res je, da pri 28 letih še nima službe, to je sicer slabo, ampak jo pač nima, tako kot mnogi drugi. Res pa je, da je končal fakulteto, končal je magisterij in je v fazi oddaje doktorata, tako da. Katera stroka? Fakulteta za tranzicijske vede v Kranju, sicer pa on bolj turist, se ukvarja s turizmom, okužili smo ga pri 7 letih z našimi potovanji in čez vse te diplome, magisterije in doktorat se ukvarja s turizmom. Kaj pa vaša gospa, vaša žena? Ja, bolj malo jo vidim, ne vem, kaj zdaj počne. Ja, tako je, mi smo reči, da kar od leta 90 v bistvu živiva tako, da je ona v Celju, jaz smo v Ljubljani. To je eno, ampak kljub temu je nam uspelo in sina pripeljati do tega, kar je danes, da smo vedno normalno nekako vozili tudi družinsko življenje, da ni bilo kakih težav zaradi tega 20 in toliko letnega življenja v Ljubljani mojega. Ona sicer ukvarja, je tudi učiteljica, zanimivo je, da smo imela diplomo na prvi stopnji enako temo, s tem, da je ona bila 7 let za menoj in nismo vedela en za drugega. Sicer pa je ona danes univerzitetni profesor, izredni profesor na Fakulteti za logistiko v Celju. Najlepša hvala za pogovor, gospod minister, veliko sreče še naprej.
Dragi gledalci, dragi gledalke, hvala tudi vam. Vidimo se zopet naslednji ponedeljek v oddaji Pogovori.lahko noč.